Lep pozdrav v imenu Sveta krajevne skupnosti Pišece in gradbenega odbora za cesto Kunaj-Črnelič. Lep pozdrav županu občine Brežice, gospodu Ivanu Molanu, članom občinskega sveta, članom krajevne skupnosti Pišece in izvajalcem del. Poseben pozdrav našemu župniku, gospodu Janezu Kozincu, ki bo danes imel prav prijetno nalogo. Miniva 17 let, ko smo na svetu krajevne skupnosti prijeli plan, da se modernizirajo vse krajevne ceste tako, da bodo imeli naši krajani dostojen dostop do svojih domačin. Plan se uresničuje, saj imamo za modernizirati le še nekaj krajših odsekov. Zato je danes za krajevno skupnost Pišece prav poseben dan. Poseben dan, saj predajamo svojemu namenu moderniziran odsek ceste Kunaj-Črnelič v dolžini 250 metrov. Gradbeni odbor za modernizacijo ceste Kunaj-Črnelič je pričel z zbiranjem sredstev in gradbeni deli že v lanskem letu, ko je pričel pripravljati traso za modernizacijo ceste. Zemeljska dela so bila končana letos oktobra. Celotna investicija je znašala 21.000 evrov, od tega je prispevek gradbenega odbora 1600 evrov, krajevna skupnost 2600, občine Brežice pa 16.800. Omeniti je potrebno, da ta odsek ceste ni edina investicija v letošnjem letu v naši krajevni skupnosti. Obnovila se je streha na Mrliški Vežici, za obnovo strehe je občina prispevala 15.000 evrov, krajevna skupnost pa 5.500. Župan, iskrena hvala za to pomoč. Zahvalil bi se gradbenemu odboru za njihovo požrtvovalno delo pri investiciji. Posebno bi se rad zahvalil predsedniku gradbenega odbora, gospodu Ivanu Črneliču, ki je bil vodilna sila pri vseh delih in nadvse uspešen pri zbiranju prostovoljnih prispevkov. Ivan, hvala. Zahvala izvajalcem del za zemeljska dela, gospodu Kunaju Dragutu, za asfalterska dela, pa podjetju Kovač za korektno izvedena dela. Zahvala občini Brežice. Še posebej bi se zahvalil županu Ivanu Molanu za pomoč. Seveda pa pričakujemo še v prihodnje dobro sodelovanje. Današnja otvoritev se odvija pri obnovljenem križu. Obnovljen je bil prav za današnjo svečano otvoritev. Obnovo križa je omogočila družina Črnelič, za kar se jim iskreno zahvaljujem. Vsem uporabnikem ceste želim prijetno, udobno in varno vožnjo. Hvala. Sedaj bi poprosil gospoda župana, da nam nameni nekaj besed. Prosim. Spoštovane krajanke in krajani, spoštovani predsednik krajevne skupnosti, gospod župnik, prav prisrčen pozdrav tudi v mojem imenu, v imenu občine Brežice. Seveda tudi mene veseli vedno, ko se zgodi kakšna nova investicija v katerem kraju, pa čeprav gre mogoče za kakšno manjšo investicijo, ki pa seveda vam verjetno pomeni bistveno več kot marsikatera milijonska investicija. Seveda danes so časi, ko res imamo vse manj in manj sredstev, država nam na vsakem koncu zmanjšuje sredstva, občinam tudi drugih možnosti ni, vendar jaz mislim, da še vedno najdemo tudi kakšno besedo in pa kakšna sredstva za takšne kraje, ki so mogoče malo bolj odrinjeni in prav za vas je cesta bistveno več pomembna kot marsikaj drugega. Sam seveda se tega tudi zavedam, kajti tudi sam živim na podeželji in vem, da je seveda še vedno tista osnovna infrastruktura, tista ključna, da lahko normalno živiš in pa seveda, da tudi življenje teče nekako nemoteno. Jaz verjamem, da tudi v prihodnosti seveda bomo še uspeli, kljub temu, da je sredstva vse manj in manj tudi za takšne manjše investicije. Seveda pa od tega nisem sam odvisen, precej je odvisno tudi od naših občinskih svetnikov, kakšen plan potrdijo. In jaz mislim, da tudi enako prav, da se zahvalim Petru, kajti tudi on je eden od tistih, ki nekako potrjuje tudi predloge takšne, ki grejo prid tudi podeželjem in pa manjšim krajem. In seveda jaz upam, da tudi v prihodnjih letih, kljub temu, da bo manj sredstev, bomo še našli tudi sredstva za obnovo cest in pa podobno. Občina seveda mora skrbeti še za marsikaj, tako me veseli, da smo tudi letos pripomogli, da je prišlo do prekritja Vežice, kajti tudi to so objekti, ki so pomembni za kraj.
seveda skrbimo za šolo, za vrtce in pa vse ostale in jaz verjamem, da nam bo uspelo tudi v prihodnosti. Jaz vam čestitam ob tej pridobitvi, zahvaljujem se tudi vsem, ki ste prispevali, konec koncem tudi to je nekaj, da krajani še vedno prispevate tudi nekaj za javno in pa dobrobit seveda vseh nas in pa seveda tudi odboru, ki je vodil gradbena dela, tudi izvajalcev, kjer je kvalitetno naredil in želim vam samo veliko srečne vožnje potem in seveda, da bi tudi v prihodnosti še bili veselili takšnih ali podobnih otvoritev. Lep dan in lepo praznovanje vam želim. Hvala lepa. Vedno, kadar blagoslavljam poti, si predstavljam, da si ljudje postanejo malo bližji drug drugemu. Če nam reč ni poti od hiše do hiše, od hiše do delovnega mesta, potem ljudje težko prihajamo drug k drugemu na delovno mesto, v šolo, tam, tja, kamor nas vodijo poti. Pa se mi zdi, da je že ena cesta, nova cesta, nekaj, kar nas ljudi lahko povezuje. Je možnost, ni pa nujno, ampak jo velja izkoristiti, kako smo že slišali od gospoda Petra in gospoda župana. Prosimo gospoda za vse, ki so pripravljali to cesto, da bi jim Gospod še naprej pri vseh njihovih delih pomagal in jih varoval nesreč. Prosimo. Prosimo te, Gospod, za vse nas, ki bomo potovali po tej cesti, da bi vedno s treznostjo, s preudarnostjo potovali drug k drugemu na delovno mesto in kamor nas vodijo poti. Prosimo te, Gospod, da bi tudi ob križu spoznali, da je to tista pot, ki nas vodi k tebi, po Kristusu, našem Gospodu. O Bog, v nobeni pokrajini nisi tako daleč od tistih, ki ti zvesto služijo in očetovsko braniš in varuješ tiste, ki vate zaupajo. Prosimo te, blagoslovi to cesto in vse, ki bodo hodili, se vozili po njih, vodi svojo milostjo in spremlja jih svojo roko. Varuj in brani jih predvsem nevarnostmi, da bodo mogli izpolniti, kar želijo in srečno priti, kamor so namenjeni. Po Kristusu našem Gospodu, Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime in Sveti Duh. Jaz pa rekel, vozite se v miru. Jaz bi prosil zdaj gospoda župana. Ljubite ga noč se več. Malo povedati. Tako. Čistim. Tako. Je pa trezno. Ja. Zdaj pa bi v imenu gradbenega odbora vas pozdravil, pa se vam zahvalil za vso pomoč, najprej občine Brežice, za vso pomoč krajevni skupnosti Pišece, pa vam krajani za prispevke. Hvala lepa. Zdaj vas pa vabim tam, da en prigrizek na toplo. Prva hiša.